tej kampanji sem opazil, da veliko mladih sodeluje, pa so se angažirala. Ne? Mogoče Uroš, zate, zakaj misliš, da so se toliko aktivirala, ne? Pa kakšne so tvoje izkušnje sodelovanja z mladimi v sklopu teh tematik, s katerimi se ukvarjaš? Jaz lahko rečem, da me v bistvu res izjemno veseli to, da sem doživel to aktivacijo mladih, ki sem jo v primeru recimo reševanja problema z ekokrogom, ko je pač ekokrog res, mislim, že na škrga dihov, je nekako manjkalo mladih. Potem pa kar nekaj let se mi zdi, nekako nikjer ni bilo neke mladine, če pogledamo leta nazaj, ko je družbo spreminjalo študentje so spreminjali tiste, glavne temelje družbe. Potem pa kar res eno dolgo obdobje, ko je to manjkalo. Jaz ne vem, kaj je kriv za to, računalniki, telefoni, kaj je v bistvu spremenilo to mladino, da se to ni dogajalo. In zdaj pri vodi se mi zdi, pa že tudi mogoče pred vodo, tudi z Greto in z določenimi temi podnebnimi spremembami, z vsem, kar se dogaja, so nekako, se mi zdi, mladi dojeli, da če ne bojo sami aktivno začeli delati na tem, da si zagotovijo možnost preživetja na tem planetu sebi in pa svojim potomcem, da to zaupati obstoječi politiki in čakati, da bojo sami prišli na vrsto, ni v redu. In dejansko jaz mislim, da nad 18 let je ogromno mladine, ki do zdaj nikoli ni šla na volitve in niso delali na politiki in na spreminjanju družbe. Ampak to je tudi en tak problem, mogoče posebno v Sloveniji, ker smo neka mlada demokracija, mlada država, ki smo odprej bili vajeni pač enopartijskega sistema ali kakorkoli in smo potem kar nekako se znajdli v neki demokratični državi, kjer so volitve tiste, ki nekaj naredijo in ne vem, mogoče nekako naivno vzeli vse skupaj, da greš na vsake 4 leta na volitve, zvoliš svojega predstavnika in potem verjameš, da te bo on zastopil. Nič ni brez zares aktivnih državljanov. Če aktivni državljani ne gledajo vsake poteze posebej politikov in da se na dobre poteze ne odzivajo državljani in na slabe poteze ne odzivajo, potem bo politika delala, kar bo hotela. Mi, če hočemo država funkcionira, ne moramo kritizirati državo, da je država slaba, ker mi smo država. Mi smo država. Mi moramo biti aktivni državljani. In ni vsa krivda izgolj v parlamentu. Mi moramo tisti, ki gremo na ulice, če je treba, da izrazimo soglasje, nesoglasje, moramo iti na referendum, moramo iti na karkoli, kakršnokoli način, tudi na občinskih politikah in karkoli in na naslednjih politikah, na naslednjih volitvah pač nagraditi tiste, ki si nagrado zaslužijo in krepko kaznovati tiste, ki si zaslužijo, da so kaznovani. In potem se bo politika naučila, ker sicer pa politika daje lepe besede mesec, dva pred volitvam, od trenutka naprej, ko pa sedi na svojih stolih v parlamentu, pa dela izključno za kapital in za denar in za lastni interes. Je pa žal, imamo pa tudi težavo v sistemu, ki ga imamo, teh volitev, ker sistem je pač tako postavljen, da s tem piramidnim sistemom na vrh pridejo ne tisti, ki si jih ljudje želeli ali pa ki bi si jih narod zaslužil, ampak vsega drugega. Tako da tudi tukaj bo treba razmišljati o kakih spremembah in seveda jaz sem prepričan, da je treba narediti elektronske volitve, ker če država hoče poslušati svojega državljana in če hoče, da so državljani tisti, ki bojo vplivali na politiko in na razvoj in to zgodbo nam neprestano poslušajo, potem nam dajte možnost. Dajte možnost elektronskih volitev, pa boste videli, kakšna bo udeležba in kakšne bojo tudi razlike na volitvah, ker imamo pač določene stranke, ki imajo zelo ubogljive volilce, imamo določene, kjer ne grejo, ampak vsakem je treba omogočiti na najbolj možen enostaven način, da pride do volitev. To bi si mogla, mislim, da pride do možnosti, da izrazi svoje mnenje in to bi mogla država narediti vse, da to zagotovi in danes ta tehnika obstaja. In ko bo to zagotovljeno, bo mladi še toliko bolj aktivno delali in se pa že kaže, da v teh primerih vode, v primerih podnebnih sprememb in od tega se pa dogaja neka družbena sprememba, kjer so se pa mladi dejansko zdaj zbudili. In v nedeljo bomo videli, če bo ti mladi iz svojih Facebook profilov odšli tudi na volitve, potem bo to velik dan za to državo, ker bomo pokazali neko
zrelost naroda in mladih, ki so se odločili, da bojo vplivali na svojo prihodnost. Ja, jaz se absolutno strinjam z vsem, kar si rekel, ne? Ampak se mi zdi, da tako, ko gledam družbo ali pa predvsem mlade, ne, se nahajamo v eni taki krizi sprejemanja odgovornosti. Ne? Tako, kot si rekel, telefoni, tablice, ampak jaz mislim, da bolj je lagodno življenje, težje sprejemati odgovornost, ne? Pa se v bistvu postaviti za neki, ne? Ker si v bistvu apatičen, ker si v ugodju in si, dobro, včasih ste mi rekli lenoba, ne? Tako da ja, tako se absolutno strinjam, v nedeljo se bo pokazal, a je narod sposoben sprejeti odgovornost, ki je v bistvu dar, ki so nam naši predniki jo dali. Ne? Oni so se borili za to, da imamo mi sposobnost glasu,